Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga. In vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, kajti Bog je ljubezen. V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli. V tem je ljubezen, ne da smo mi ljubili Boga, temveč, da je On nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. Božja beseda. Odpev: Vsi narodi ti bodo služili. O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost. Naj pravično vlada tvoje ljudstvo in tvoje ponižne po pravici. Vsi narodi ti bodo služili. Gore, prinesite mir ljudstvu in griči pravičnost. Varoval bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom ubožcev. Vsi narodi ti bodo služili. V njegovih dneh bo cvetela pravičnost in obilnost miru v svitu lune. Gospodoval bo od morja do morja, od vele reke do kraja zemlje. Vsi narodi ti bodo služili. Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasijala luč. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus zagledal veliko množico, zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel mnogo kaj učiti. Ko je bilo že pozno, so stopili k njemu njegovi učenci in rekli: Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti jih, naj odide v bližnje pristave in vasi in si kupijo kaj jesti. Odgovoril jim je: Dajte jim vi jesti. Rečejo mu: Ali naj gremo in kupimo kruha za 200 denarjev ter jim damo jesti? On jim reče: Koliko hlebu imate? Pojdite in poglejte. Poizvedo in pravijo 5 in 2 ribi. Velel jim je, naj vse po skupinah razposadijo po zeleni travi in sedli so skupine za skupino po 100 in po 50. In vzel je tisti 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil in razlomil hlebe in dajal učencem, da bi polagali prednje. Tudi obe ribi je razdelil vsem in vsi so se najedli do sitega. Nato so pobrali koščke 12 polnih košev in nekaj od rib. Teh, ki so jedli kruh, pa je bilo 5000 mož. Kristusov evangelij. Prvo berilo, ki smo ga brali iz pisma apostola Janeza, je zelo lepo, govori o Bogu, ki je ljubezen. Prvi stavek je, lahko rečemo, najlepši, da ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga. In vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen, Boga pozna. Kdor ne ljubi Boga, ne pozna. Lahko rečemo, da je to res. Torej, če ne ljubimo, težko, da poznamo Boga. Če pa ljubimo drug drugega, kako Bog nas ljubi, pa imamo ljubezen, poznamo, lahko rečemo, poznamo Boga. Kajti on je ljubezen. Tudi naša župnijska ekipa lahko malo z vami podelim, smo pravkar prišli iz Velike planine danes. Včeraj smo šli, bilo bolj na kratko, ampak lepo. Pa tudi mislim, da se s tem prvim berilom kar precej sklada. Tudi, da mi trije s Primožem pa Albertom, da lahko nismo se zbrali, da živimo tukaj skupaj, pa tudi se nismo zbrali, da bi skupaj sodelovali tukaj na župniji. Torej nas je Bog zbral skupaj in je tudi prav, da
gremo tudi, če že delamo, da gremo tudi na počitnice ali pa malo na oddih skupaj. Pa je bilo prav krasno. Precej snega tudi dol je kar zeleno, zgoraj je bilo pa vsaj 1 meter, če ni več snega. Je bilo pa kar nekaj hoje, ker nihalka je delala, torej iz Kamniške Bistrice se lahko gor peljal do zgornje postaje nihalke, pol pa tam kakšno urco, zdaj po snegu urco, 20 je pa gor do hiše še bilo za pritje na kočo. Eno kočo smo gor najeli, pač od župnika v Stranjah, pač nekoga poznal, da smo lahko prišli. Pa je bilo res, danes smo se s Primožem, Albert sicer ne smuča, sva se s Primožem spustila 2-krat dol, torej enkrat smo morala peš gor iti od nihalke, še enkrat potem gor. Ampak je bilo vredno. Hiša je bila tudi tista ena taka pastirska, tako res tako eno, človek misli, da bi kar ostalo, pa kar trajalo. Recimo, ti si včerajšnji večer, pa pol danes že študiraš, moraš iti, ampak je bilo pa lepo. Pa mislim, da tudi tukaj potem tole berilo, ki pravi, ljubite se med seboj. Tudi med nami, če je ena ljubezen, mislim, da lahko kaj več dajemo drugim, to, kar sami občutimo, okušamo, lahko dajemo naprej.